Nadaljujemo z novicami iz Ljubljane. Na posestvu nekdanje diskoteke Lipa v Spodnjih Pirničah družina Zavašnik pohodnikom na Šmarno goro znova zaračunava parkirnino. Parkirišče je po trditvah kmetijske inšpekcije nelegalno, zemljišče, na katerem stoji, pa v lasti banke. Očitno pa Zavašnikovi spoštujejo davčne predpise, saj je finančna uprava odstranila betonske bloke, s katerimi je minuli mesec zablokirala vhode na parkirišče. Manca Turk. Po novem je parkirišče pred bivšo Lipo uradno odprto. Dobrodošli pohodniki Šmarne gore. Tako je v ponedeljek turistično društvo Steza Šmarna gora, za katerim naj bi stal prav nekdanji šef diskoteke Lipa, Robert Zavašnik, naznanilo svoje ponovno obratovanje. Še več, znova naj bi pobirali celo parkirnino. Dan, moje ime je Manca Turk, stopite ves. Tam imate vrata. Ne boste nič pojasnili? Tam imate vrata. Že 30 let delate probleme. Te problemi so nastali pri vas. Pejte se. Vrnimo se mesec nazaj, ko so Zavašnikove, ki so, čeprav ne bi smeli, na parkirišče postavili zapornice in zaračunavali parkirnino. Takole znova obiskali inšpektorji finančne uprave. Ker so se kršitve nadaljevale dlje časa. Aprila pa zato bolj radikalen ukrep. Vhode na posestvo so takole zablokirali z betonskimi bloki, ki pa jih je Furs, pozor, zdaj odstranil. Ko pa zavezanec odpravi nepravilnosti, ko torej začne spoštovati davčne predpise, pa finančna uprava potem nima več razlogov, da bi nadaljevala z pečatenjem in takšne pečate potem umakne, tudi morebitne prepreke. Pobiranje parkirnine naj bi se nadaljevalo in to kljub temu, da je lastnica zemljišča banka, odprti so tudi inšpekcijski postopki. Že pred 11 leti je kmetijski inšpektorat družini Zavašnik naložil, naj parkirišče spremeni nazaj v kmetijsko zemljišče, a se do danes ni zgodilo nič. Pa čeprav je ta isti inšpektorat do danes družini Zavašnik izdal za slabih 24 tisočakov glob, hkrati pa je jasen, parkirišče je nelegalno. A če kršitve niso davčne narave, potem finančna uprava ne more zgolj iz tega naslova ukrepati, ampak lahko le obvesti pristojno inšpekcijo. V konkretnem primeru kmetijski inšpektorji odgovarjajo, izvršilni postopek še vedno poteka.